poglejmo en način, kako se lahko zelo zlahka spomnimo vrednosti kotnih funkcij za najbolj važne kote. Torej, najprej naredimo tabelo za 30 stopinj, 45 stopinj, 60 stopinj. Tukaj damo sinus, kosinus, tangens. Torej, se bomo zapomnili tako. Tukaj za sinus imamo koren od 1 polovic, koren od 2 polovic, koren od 3 polovic. Sedaj mi vemo, da koren od 1 je 1, torej tukaj je 1 polovica. Za kosinus mi enostavno zvrnemo vrstni red teh treh vrednosti. Torej imamo koren od 3 polovic, koren od 2 polovic, 1 polovica. In za tangens kaj naredimo? Se spomnimo, da tangens alfa je sinus alfa ulomljeno kosinus alfa. Torej delimo te vrednosti. 1 polovica ulomljeno koren od 3 polovic. Tukaj imamo koren od 2 polovic ulomljeno koren od 2 polovic. Tukaj imamo koren od 3 polovic ulomljeno 1 polovica. Sedaj, tukaj je precej jasno, da dobimo 1, ker delimo med sabo koren od 2 polovic in koren od 2 polovic. Tukaj lahko mislimo, da te polovice grejo proč. Tukaj dobimo 1 ulomljeno koren od 3. Tukaj pa dobimo, grejo proč polovice, koren od 3 ulomljeno 1, kar je koren od 3. To je pravilno, vendar lahko racionaliziramo. Množimo zgoraj in spodaj s korenom od 3, enkrat koren od 3 je koren od 3 in od spodaj koren od 3 krat koren od 3 je 3, torej koren od 3 tretjin. To. Sedaj, poglejmo še za večkratnike od 90 stopinj. Narišemo enotsko krožnico. Te 4 točke. In damo koordinate. Pomir je 1, spomnite se. Torej, ta točka ima koordinate 1, nič. Ta točka ima nič, 1. Ta ima minus 1, nič, in ta ima nič, minus 1. Vemo, da torej tukaj imamo nič stopinj, 90 stopinj, 180, 270 in torej lahko se spomnimo, torej prva koordinata je kosinus, druga sinus. Tukaj imamo kos, nič stopinj, sin, nič stopinj. Tukaj imamo kos, 90 stopinj, sin 90 stopinj. Tukaj imamo kos 180 stopinj, sin 180 stopinj. Tukaj imamo kos 270 stopinj, sin 270 stopinj. In torej lahko dobimo vse te vrednosti, jih vidimo hitro. Za tangens enostavno delimo vrednost sinusa z vrednostjo kosinusa. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.